Pozdravljeni otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici se mi je pridružil prikupen zajček po imenu Max. Kako je simpatičen in tako umirjen. Super, in kot nalašč bo današnja pravljica predstavila Mandija, ki je prav tako zajček, a je na žalost zbolel. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mandi je bolan. Že nestrpno čakaš ti tudi, a ne? Nekega sončnega poletnega dne je pritacal Mandi k mamici in stokal. Mami, slabo mi je. Ojoj, je zastokala še mamica. Si reveš kaj pokvarjenega pojedel? Mandi je pomislil. Ne, prav zares ne. Samo vse tiste robidnice sem pohrustal, preden bi jih kdo drug odkril. Ampak robidnice niso bile pokvarjene. Nekatere so bile namreč celo še zelene. Mamica je zbasala sinčka s termoforjem vred v posteljo. Ja, zdaj bomo morali pa vsi lepo ostati doma, je menil očka. Obisk pri babici odpade, čeprav je prav za nas spekla slastno torto iz najlepših robidnic. Polomija, je javsknil Mani, pa tako rad imam robidnice. Ko je Mandi zaslišal besedo robidnice, si je s tačko pokril gobček in debelo pogoltnil slino. Pa saj vidite, da je Mandi res bolan, je pripomnil veliki Max. Skozi vrata je priskakljal Mandijev prijatelj Edi. Hoj, Mandi! Moja sestrična Kuki je prišla na obisk. Se greš igrat z nama? Ne more, je bolan, se je oglasila Lina. In zato ne gremo k babici, je vzdihnil Mani. Ubogi Mandi, uboga Mija, je skoraj zajokala sestrica Mija. Edi in jaz bi lahko ostala tu in poskrbela za bolnika, je predlagala Kuki. Če bo kaj narobe, bo pa Edi stekel po svojo mamo. Mandijeva bratca in sestrici so zavriskali od veselja. Ja! Tudi očka se je strinjal, da je to kar pameten predlog. No, če mislite, da bo vse prav, je vzdihnila mamica. Ampak samo pod enim pogojem, sine. Ves čas boš lepo v posteli in čajček boš pil. Obljubiš? Mandi je prikimal. Vsi so mu zaželili naj boljše okreva in obljubili, zvečer se vidimo. Tako, zdaj le bomo pa zgradili tobogan za plišaste zajčke, je sklenil Edi. Igra namreč pomeni zdravje. Toda že pri prvem zdrsu je reklo čof. Moj Nandi, je prestrašeno zatulil Mandi. Ah, nič hudega, ga je potolažila Kuki. Saj čaj ni bil prevroč. S tem mokrim revežem se za nekaj časa spravimo na sonce, pa se bo hitro posušil. Ampak jaz sem mamici obljubil, da bom ostal v posteli, je okleval Mandi. Ja, ostati v posteli in biti zunaj pa ne bo šlo, je vzdihnil Edi. Tedaj pa je Mandi poskočil in zažarel. O ja, bo šlo, bo. Mamica ni naročila, kje naj stoji postelja. Se je smejal mali bolnik in kmalu zatem sta jo Kuki in Edi zvlekla na prosto. Tjale pod drevo jo postavita. Tam lahko naredimo pravi indijanski šotor. Poglavar Mandi je svojega Nandija položil na sonce, Edi je skočil po indijanski prepečenec, Kuki pa je poskrbela za svežo zdravilno vodo. Mi je že bolje, je ugotovil poglavar Mandi. Zabava in dober zrak te res ozdravita. Škoda je le, da se danes ne moremo igrati pri ribniku.
Saj se lahko. Odnesla te bova tja, pa bo, je menila Kuki. Precej daleč je pripomnil Edi. Daj no, se je zasmejala Kuki. Če bo Mandy globoko vdihnil in zadržal sapo, sploh ne bo težko. In tako sta oba prijatelja malo odnesla in malo odvlekla Mandyjevo posteljo k vodi. Kakšno garanje, je zastokal Edi, se utrujen naslonil na posteljo in pljusk. Postelja je zdrsnila v ribnik. Mandy je skakal od veselja in vriskal. Ladja, prava ladja! Morski razbojniki na krov! Pravzaprav sem si to tudi jaz vedno želel, je ugotovil začudeni Edi. Kuki in Edi sta hitro poiskala nekaj vej in zlezla na gusarsko ladjo. Uživajo, ne? Vsi 4 gusarji so ves popoldan veslali po širnem morju. Ko pa je sonce rožnato obarvalo morsko gladino, je Mandy poskočil. Zašlo bo, sonce bo zašlo. Nazaj moramo, preden pridejo naši domov. Kuki in Edi sta odveslala k bregu in izvlekla gusarsko ladjo iz vode. Ampak Mandyjeva postelja se je napila vode in je bila presneto težka. Reveža sta kar sopihala pod bremenom, Mandy pa jo je priganjal. Brž, pohitita! Komaj so še utegnili postaviti posteljo na njeno mesto, ko so pridrveli v sobo Mandyjeva bratca in sestrici. Živjo, spet smo tu in prinesli smo vam babičino torto iz robidnic. Mandy se je obliznil. Slasten zalogajček. Res ti je bolje, se je nasmehnil očka. Kuki in Edi imenitna bolničarja sta bila. Hvala. Oglasila se je tudi mamica. Kaj ste pa lepega počeli? Si bil res ves čas v posteli, Mandy? Mandy je pogumno prikimal. Ja, mami, častna beseda. Vprašaj Nandyja. Mama zajklja je pocukala sinčka za uhelj. Tako. No, če si bil res v posteli, je vse prav. Ampak tvoja prijatelja sta videti nekam bleda, pa nista tudi vidva zbolela. Kuki in Edi sta odkimala. Ne, le malo utrujena sva. Se bova spet jutri prišla igrat, prav? Adijo! Nasvidenje, je kričal za njima Mandy. Hvala za vse in pozdravita se. Ja, kako so se imeli fino, kaj ne? Le kaj bi brez pravih prijateljev. Vsi skupaj so doživeli čudovito dogodivščino, ki jim bo zavedno ostala v spominu. Seveda vse skupaj ne bi bilo mogoče, če bi bil zajček res hudo bolan. Namreč takrat je res potreben počitek, saj si mora telo odpočiti. In resnično želim, da bi vsi skupaj bili čim bolj zdravi. Otroci, pokukajte v moj knjižni kotiček ter prisluhnite še pravljici Novice iz vlaka Trebušaka, v kateri boste na zabaven način izvedeli, kaj se dogaja v našem telesu, ko preveč pojemo ali pa slabo prežvečimo hrano. Res zelo poučna in zabavna pravljica. Uživajte, zajčkom Maksom pa vam pošiljava lepe pozdrave. Čau! Maksi, kako si bil priden? Ja.